Slovenci imamo zelo iracionalen odnos do nepremičnin. Tudi, če pogledaš sestavo premoženja Slovencev, depoziti, denar na računih, delnice, neke varčevalni produkti in nepremičnine so nepremičnine z naskokom največji in najpomembnejši segment v premoženjski bilanci Slovenije. Ti sploh predlagal nekomu, da si kup svoj dom ali naj najema? Pa zdaj govoriva za Ljubljano. Zajebana odločitev, jaz bi rekel ne. Jaz sem si ga kupil, želel pa sem ga prodal. Dom oziroma nakup nepremičnine je v bistvu največja finančna odločitev, ki jo Slovenci naredi v življenju. Bi jih morali sprejemati veliko bolj racionalno. Veš, mi pa... A misliš, da bomo dobili 20,000 stanovanjskih enot v naslednjih 10 letih? A to, kar je zdaj še vlada napovedala? A misliš, da je sploh realistično, da bi to enot dobili? Kaj pa ti misliš? Ne. Jaz mislim, da ne. Jaz tudi mislim, da ne. Mislim, država je itak na splošno zelo slab upravljavca denarja. Gradbena dejavnost je ena bolj koruptivnih dejavnosti. Država učinkovito gradila. Matej, dobrodošel. Zdravo. Matej, za začetek, a bi nam povedal, kaj točno ti počneš in koliko časa si že prisoten na nepremičninskem trgu in v kakšni obliki? Ja, jaz sem direktor družbe, ki smo jo leta 2022 uvrstili na Ljubljansko borzo. In sicer ta družba je edina družba trenutno na Ljubljanski borzi, ki se ukvarja izključno in samo z nepremičninsko dejavnostjo. In sicer ta dejavnost oziroma dejavnosti družbe vsebuje elemente lastništva nepremičnin in oddajanja teh nepremičnin v oddajo uporabnikom oziroma najemnikom. Tako da smo kot prvi začeli ta poslovni model, že prej v okviru starega podjetja smo se s tem ukvarjali, ampak kot eksplicitni poslovni model orientiran izključno samo na nepremičnine po zadnjih 4 letih, tako da to počnemo. Okay. Zdaj, če bi kar mogoče šla na komentar lanskega nepremičninskega trga. Kar je bilo meni zelo zanimivo, je bilo, da so se transakcije spet nekoliko zvišale, kljub nekim napovedim, da ne bi nepremičnine se kmalu pocenile, zato ker se dogaja nek upad transakcij. Zdaj govoriva za stanovanjske nepremičnine in v Ljubljani. Kako bi ti to komentiral, kako ti vidiš lansko leto, kar se tiče nepremičninskega trga, pa greva na Ljubljano mogoče najprej? Ja, mislim, število transakcij se je povečalo glede na prejšnja leta, zaradi tega, ker so se nekoliko znižale tudi obrestne mere. Krediti so se pocenili in ljudje so v večji meri lahko posegali po dolžniškem financiranju nakupa stanovanj. Tako da to me niti ne preseneča, bolj preseneča še vedno strma rast cen nepremičnin oziroma rast cen nepremičnine, ta je pa vztrajna. Če se ne motim, je bila srednja cena za kvadratni meter 4.900 v lanskem letu za rabljena stanovanja, medtem ko je bila pa za hiše 3.000. Kar visoke številke za Ljubljano in Slovenijo. Ja, v bistvu kar visoke številke, pa se ti zdi, da bomo v tem letu videli kakšno korekcijo. Vse o tem bova malo več govorila kasneje, ampak... Iskreno, jaz sem za časnik Finance že leta 2023 takrat napisal eno kolumno in sicer, oziroma dal neko izjavo, da se mi je že takrat trg nepremičnin, stanovanjskih nepremičnin zdel izjemno, oziroma cene izjemno visoke in sem se takrat odločil v tistem stanovanju, ko sem živel, da sem ga prodal in denar potem investiral na Ljubljansko borzo, tako da moje napovedi zgleda niso bile najboljše, kar se tiče nepremičninskega trga, tako da je zelo nehvaležno dajati napovedi, ampak čez palec bi rekel, da verjetno se bo rast nadaljevala. Oziroma ne vidim dejavnikov, ki bi negativno vplivali na to rast. Obrestne mere počasi padajo, nagnjenost ali pa ljubezen Slovencev do nepremičnin pa se mi zdi, da se z leta v leto kvečjemu povečuje, ne zmanjšuje. O tem bova tudi še kakšno rekla, ampak... To je generalno pozitivno. Ja. Kaj se tebi zdi, da je nekako, mislim,
Meni se zdi, da mogoče k temu, da cene toliko rastejo, vpliva tudi, da je ponudba res zelo majhna. Oziroma, če pogledamo oglase za nepremičnine, je večinoma ponudba mogoče za nek nadstandard višja, medtem pa za nekoga, ki ima povprečno slovensko plačo, ki je trenutno okrog 1500 evrov neto, nekaj podobnega, je zelo malo ponudbe. V kakšni meri bi ti rekel, da to mogoče pomanjkanje ponudbe vpliva na visoke cene, pa bi se strinjal z mano, da je to mogoče nek večjih razlogov? Mislim, predvsem je iskreno razlika med, bom drugače povedal, no, smo zdaj poslovno aktivni na romunskem trgu v Bukarešti. Tam je diskrepanca med premium nepremičninami pa recimo nekimi poprečnimi nepremičninami ali pa tem nižjem rangu, ne vem, tudi 70%, kar v Ljubljani sploh ne vidiš. Se pravi, ta premium trg pa napram nekemu poprečju, tako kot si rekla, ne vem, kakšna je razlika, 15-20%, če je. Medtem ko na drugih trgih je ta razlika precejšna in to kaže na to, da je verjetno neko kronično pomanjkanje nepremičnin v Ljubljani in pač potem so ljudje pripravljeni za vsako luknjo, po domač povedan, plačati tako ceno. Ja, mislim, tu ne vem, a si kaj opažal, kaj pa gradbena aktivnost, je kaj večja oziroma boljša v Romuniji, da je tudi tam nekaj? Mislim, v Romuniji se gradijo, tam je dimenzija gradnje malo drugačna kot v Sloveniji, ker je pač tudi na splošno večje mesto. Bukarešta je več kot 2 milijona ljudi, tako da se enostavno ne da primerjati. Ampak tako po oceni bi rekel, da se gradi več. Ja. So te postopki vse enostavnejše kot v Sloveniji in posledično več ponudbe. Ja. Ampak se pravi, glavna razlika med Ljubljano in recimo Bukarešto je ta, da je ta diskrepanca. Se pravi, tisti, ki imajo denar, dobijo premium produkt za visoko cene, tisti, ki pa nimajo denarja, ne vem, v kakšni potresno nevarni hiši, če sem zdaj malo ekstrem, če grejo malo v ekstrem v Bukarešti, dobiš stanovanje tudi za 300 evrov na kvadratni meter. Ja. Aha, 300 evrov na kvadratni meter. Ja, ne vem, tam sem gledal nekaj, mislim, dober, jaz osebno pač ne bi živel tam, ampak... Ja, ampak dobiš pa, ne? Ja, medtem ko v Ljubljani, ne vem. Zelo težko. Saj sam to, da malo urišamo še podatke, no, tako kot smo rekli, srednja cena na kvadratni meter za rabljeno stanovanje je bila lani skoraj 5000 evrov, za novo gradnje je bila, zdaj govorimo glede na podatke GURS, okrog 7000 evrov. Najdražje prodana nepremičnina je bila pa v Schellenburgu v lanskem letu za 13000 evrov na kvadratni meter. Tako da res... Je taka razlika, to sploh nisem vedel. Ja, ampak če pogledamo, 7000 evrov na kvadratni meter za novo gradnjo, če pogledamo, da je starogradnja pa 5000 evrov na kvadratni meter, meni se ne zdi neka dovolj dramatična razlika. Ja, sej to. Kot si rekel, to, kar dobimo za ta denar, so luknje, zelo pogosto. Ja, se strinjam. Zdaj, že prej si omenil, da imamo Slovenci zelo radi nepremičnine. In jaz sem šla malo pogledati podatke, glede na nekatere podatke Eurostata ima približno 75% Slovencev lastno nepremičnino. Ta odstotek je sicer upadel glede na 90. leta, ki je bil nekaj čez 90%. No? Ja. Kaj se tebi zdi, kaj je razlog, da imamo Slovenci že skoraj nek fetiš na nepremičnine, oziroma se nam zdi to neka kategorija, v katero se splača vlagati? Ja, Slovenci imamo zelo iracionalen odnos do nepremičnin, ne gledamo na neko nepremičnino kot investicijo ali pa na dom v končni fazi tudi kot investicijo, ampak gledamo na nekaj, kar pač si razlagamo skozi druge stvari, kako se počutimo, kje zdaj družina živi, da vsaka rabi nek dom, argumenti so drugi in potem je cena in ekonomika tega nakupa sekundarnega pomena in to se pač enostavno tudi vidi. To je en vidik. Drug vidik je pa tudi ta, da tudi investicijsko zelo radi posegamo po nepremičninah in to je pa drug moment. In tudi, če pogledaš sestavo premoženja Slovencev, ne vem, depoziti, denar na računih, delnice, neke varčevalni produkti in nepremičnine z naskokom največji in najpomembnejši segment v premoženjski bilanci Slovencev. Kar je po eni strani dober, po drugi strani pa seveda spet ne, ker nepremičnine kot take niso najbolj, kako bi rekel, produktivna naložba. Zdaj, če zgradimo zdaj eno stanovanje, ok, tam živiš, ampak to ne bo dolgoročno poganjalo neke gospodarske rasti v Sloveniji, kot pa recimo, če bi zdaj dal na borzo neko firmo, pa bi vložil kapital v to firmo, ki bi potem razvijala nek poslovni model v Sloveniji. Skratka, je lahko dolgoročno zelo problematično, če bo
ta premoženjska bilanca Slovencev ostala taka, ne? Da se bo toliko posvečali nepremičninam, ne pa drugim naložbam. Ne? Ampak je pa neka logika v zadju, ker še vse nepremičnina velja za neko varno naložbo. Mislim, če je vojna v najhujšem primeru, zemlja ti ostane, a ne, parcela je tvoja. Tako da recimo mogoče, ampak a bi rekel ti od strokovnjaka, je res nepremičnina varna naložba v tej meri, kakor mogoče povprečen Slovenc predvideva, da je? Mislim, jaz mogoče nisem ta prav naslov, da bi to ocenjeval, ker imam zelo specifičen odnos do teh stvari, ampak jaz ga ne dojemam, da zdaj za vsako ceno mora imeti pa dom v Ljubljani ali pa, ne vem, to stanovanje, ne. Mogoče se bom pa čez 5 let odločil, pa želel živeti v Mexico Cityju, pa sem tam nekaj kupil ali pa najel. Skratka, mogoče imam jaz malo drugačen pogled, generalno pa varna, nevarna. To je težko reči. Kratkoročno sigurno varna, ker cene ne nihajo zelo, kot naprimer delnice na borzi. Ampak dolgoročno je problem, da se ljudje mogoče v določenih elementih premalo izpostavljamo tveganju in ker se premalo izpostavljamo tveganju, tudi donos premajhen. Tako da dolgoročno pa vprašanje je, če je ta naložba varna, ker vprašanje je, če lastnika kompenzira z zadostnim donosom. Zadnjih 10 let so se cene podvojile in tako naprej, Ampak zdaj, če bi pogledali neko daljšo časovno obdobje, ne vem, 20 let, verjetno je bila delnica Krke neskončno boljša naložba. Ja, ampak tukaj je res ta psihološki element, ker... Da lahko božaš. Ja, lahko se dotakneš in oprimaš. Jaz vidim to drugače, veš, ko se to pač profesionalno, kako bi rekel, s tem ukvarjamo, ne? Da vsaka dodatna cev pol pomeni, da se bo nekdo s to cevjo mogel ukvarjati, da bo mogel odmašiti, če se bo zamašila. Vsak nauf pomeni, da ga enkrat treba pobarvati in vsaka ploščica, ki nekam daš, jo slej ko prej treba zamenjati. Tako da ta vidik ljudje tudi podcenjujemo, ko se recimo povprečen Slovenec odloči za nakup zdaj, ne vem, vikenda v Kranjski Gori, stanovanja pa apartmaja v Kranjski Gori, ki ga bo oddajal. To pol drastično podcenjujemo čas in energijo, ki jo mi vlagamo kot lastniki te nepremičnine, da zagotavljamo vse, da vse dela, da se vzdržuje, da se ti bookingi ali vse te oddajne pogodbe pač zrealizirajo. Če bi bili iskreni, pa si izračunali, koliko bi bila urna postavka, če bi mi nekoga najeli, bi bila ta ekonomika bistveno slabša, ampak ker imamo te nepremičnine toliko radi, to delamo z ljubeznijo in pol jih tudi božamo. Ja, se mi zdi, da ljudje, ki grejo na nakup stanovanja z namenom, da ga bodo dolgoročno oddajali, se ne zavedajo, da to niti mal ni pasivni prihodek, ampak da bo treba kar nekaj dela v to vložiti. Ja, se pravim, ti bi morali dočakati situacijo, ta pogumni bi morali dočakati situacijo, ko dobijo enkrat najemnika, ki se ne želi več izseliti, pa uveljavljati slovenski pravni red na tem področju, pa bo videl, kak. Ne pasivni, kak kazino je to. Tako da, podcenjujemo, zaradi tega, ker se nam zdi domače, zdaj kupiti neko delnico Krke je že malo abstraktno. To niha, ne vemo čisto točno, ni pod našo kontrolo. To nas ne navdaja z nekim optimizmom, mi hočemo imeti stvari nekako pod kontrolo in to so nepremičnine, so kar neka taka stvar. Lahko kar precej odločamo o tem, kakšna bo kuhna, kakšna bo barva keramike in tako. Pri Krki ne moreš, ne kupiš delnico in pač jo imaš. In pol je Jože Colarič, tisti, ki ti bo povedal, a je dober ali ne. Ja, to je zelo iracionalno. To je z neko ekonomsko logiko ali pa za finančno logiko ima to zelo malo veze. Zdaj seveda, kar se tiče investiranja v nepremičnine, ne poznamo samo dolgoročnega oddajanja. A bi mogoče naštela, kire vse tipe poznamo, pač te ta najenostavnejše? Mislim, če ostanemo v Ljubljani, nacionalni šport je bil vključno s tem, kar sem jaz počel, ko sem kupil svoje prvo stanovanje, je bil Airbnb, kratkoročno oddajanje. Ampak zdaj te zabave konec. To je lukrativan, se zdaj ne vem, kaj je končna instanca. Neka omejitev je ali kaj. Ampak je dokončno to sprejeto? Jaz mislim, da zdaj pa že praktično je, čeprav je pa res, da jaz mislim, da ta zakon ne bo preprečil nič, samo to, da bodo ljudje kreativni. Evo, pa so tam, skratka, da se nam spremeni. Skratka, ta način oddajanja je zelo pomemben, ker je lahko donos bistveno višji, kot je donos pri dolgoročnem oddajanju. Dolgoročnem, ne vem, 2-3%. Tukaj se pa lahko na neko investicijsko vrednost stanovanja prišel tudi do 10-11% donosnosti, takrat še nazaj, pred 10 leti, zdaj je to verjetno bistveno manj. Tako da to je bil kar šport takrat, ko sem jaz začel.
Pa so pa vse te, recimo neke komercialne nepremičnine, ali karkoli, ki se pisarne, lokali in tako naprej, ki se pač lahko kupijo, oddajo, se neka dejavnost not upravlja, ali pa se pač odda nekomu v najem, tako kot delamo mi. Ja, pa po angleško izraz je flipping, je postal precej popularen, torej to pomeni, da nekdo kupi neko nepremičnino, ki je potrebna obnove, ali pa pač mu je uspel kupiti za poceni denar, jo malo uredi in jo preproda z dobičkom. Zdaj so tudi dražbe v zadnjih letih veliko popularnosti dobile, no? Ja. Ampak na dražbah več se mi zdi, da ne dobiš. Mislim, jaz se spomnim tistih časov, zdaj da sem že dedek, ampak 15 let nazaj, ko so bile te dražbe, takrat so še bile, se dali nekaj res poceni kupiti na teh dražbah. Zdaj vprašanje, če je nekaj ekstra donos, lahko dosežeš na teh dražbah, je pa tega špekulativnega, kako bi rekel, tega kratkoročnega denarja veliko tudi to nepremičnino, tako kot so rekla, ta flipping. Ja, jaz bi ga sicer zelo odsvetoval, no, ampak kot nek poslovni model. Ne vem, nepremičnine, vsaj meni ne deluje, nepremičnine neka kratkoročna stvar, no, je bolj za nek dolgi rok. Ali pa nasplošno investiranje denarja ni nekaj, kar bi spremljali iz danes na jutri, ampak je nekaj, kar gledamo z vidika 5-10 let. Ja, to je to. Zdaj, za nekoga, ki je fizična oseba, popoln začetnik, ima recimo 250 000 evrov, pa recimo, da si lahko neko, kaj si lahko enosobno stanovanje garsonjera v Ljubljani kup. A bi ti, kaj bi najbolj priporočil, dolgoročno oddajanje, verjetno, ker je najbolj enostaven model? Mislim, jaz bi definitivno svetoval to, da se finančno izobrazi v tem smislu, kakšne so alternative, ne? A je res nepremičnina izključno edini naložbeni razred, v katerega lahko investiramo, zato da dolgoročno plemenitimo. Oziroma, kaj je sploh cilj te osebe, ki to nepremičnino kupuje, zakaj jo bo dejansko uporabil, da bo živel noter ali samo investicijsko. Ker če je pač to neka investicijska stvar, morda obstaja še kakšna boljša alternativa kot pa nepremičnina. Ti si rekel, da so pri dolgoročnem oddajanju v Ljubljani donosi tam nekje 2-3%, pa to zdaj neto govoriva ali bruto? Ja, vprašanje, koliko napovedujejo tega z vidika Fursa, ampak ja, je v tem rangu. Verjetno, če bi zdaj še malo zoptimiral davčno to, ali kakorkoli bi verjetno še kakšno odstotno točko več, ampak ja, niso to neke bajne donosnosti in sigurno jih lahko z nekim kratkoročnim oddajanjem bistveno presežemo. Pa se mi zdi, da ljudje tudi velikokrat pozabijo, ko se kalkulirajo, da je treba stanovanje tudi obnavljati, recimo na 10 let. Ne? Amortizacija, ja. Ja. Sej ne vem, koliko recimo stane obnova na kvadratni meter približno, tukaj veš. Ja, odvisno zdaj se veš, kakšen standard. Zelo na osnovah. Ja. To je zelo subjektivno govoriti. Recimo med 20 pa 30 tisoč evrov za eno sobno stanovanje zihar, ne? Ja, po moje ja. Najmanj. Če ne, kakšen evro več. Ja, ja. Veš, pa keramika, pa rain shower, pa... Ja, tako. Ja. Pa hrastov parketa, in tako naprej. Ja, se nabere. Pa to podraži. Mislim, ja, absolutno je treba v ekonomiko oddajanja ali pa nakupa ali pa investiranja v nepremičnine upoštevati tudi amortizacijo. Ker na koncu dolgoročno moraš v nepremičnine vlagati. Če samo oddajaš, pa eksploatiraš in vlečeš nek denar ven, slej ko prej ga moraš vrniti. Ja. Reinvestirati. Recimo mi za dejavnost, s katero se mi ukvarjamo, mi kar velik del denarja ustvarjenega iz naslova oddajanja nepremičnin vračamo v nepremičnine same, zato da jih obnavljamo. Strehe, fasade, nove hotelske sobe, nove recepcije in tako naprej. Skratka, velik denarja ali pa velik del donosa moraš vrniti v nepremičnino. Pa tudi podražile so se te storitve, mislim, ne? A imaš kakšen občutek, recimo v 5 letih, koliko se je podražila, pa 3? Mislim, se nasplošno inflacija je bila v Sloveniji, mislim, da kumulativno 25%, po mojem še več. Te stvari po mojem še malo več, ker je gneča na tem trgu velika, veliko ljudi se odloča za investicije, veliko se gradi, tako da po mojem še več. Ja. In to vse poslabša ekonomiko potem za seveda tistega, ki obnavlja nepremičnino. Seveda, ja. 3-4 leta nazaj za 30-40% nižjo vrednost investiral. Ti si se, mislim, da lani ali pa predlani lotil ene zanimive zadeve in sicer si delove pisarne spremenil v stanovanje za srednjeročno oddajo, če se ne motim. Ja, poslovni apartmaji, ni definicija stanovanja, ampak so pač poslovni apartmaji. Ja. Okay.
In to si potem oddajal ne recimo niti ne kot Airbnb, niti ne dolgoročno, oziroma kako si se ti tega lotil? Ja, mi smo videli, Stolpnica Delo je objekt, ki je nekoč služil kot pisarniška zgradba časopisnih hiši Delo. Ne? In tam so upravljali dejavnost časopisov in časopisi so v nekem trendu, ki ni najbolj optimističen. Ne? Glede na te formate, ki jih imaš ti, ne vem, če bo sploh še obstajal čez par leta. Ne? Skratka, se je hiša spraznila in v drugem nadstropju, kjer je bila redakcija časopisne hiše Delo, so bile pisarne, ki so bile prazne, to je bilo cirka 1000 kvadratnih metrov in mi smo se odločili, dobili arhitekta, zaprosili za gradbeno dovoljenje, dobili gradbeno dovoljenje in redakcijo časopisne hiše Delo spremenili v 30 apartmajev. In te apartmaje med študentskim letom, ki traja od oktobra do konca junija, oddajamo bodi si Erasmus študentom ali pa za neko obdobje med 1 in 3 meseci, neko to malo daljše obdobje, nekje bolj nad Airbnb-em bi rekel, julija, avgusta pa celo kratkoročno. Pa imate tako septembra. Tako da sta v obeh kombinacijah, to so pa zelo dobri donosi. Ja. Sam je pač tudi pisarniške zgradbe, takrat, ko smo mi to kupovali, je naša nabavna cena kvadratnega metra izjemno nizka in bistveno nižja kot pa recimo pri stanovanju. Če si prej rekla, da je poprečna cena neto kvadrata rabnega stanovanja v Ljubljani, koliko 4 evrov? Ja, tako skoraj 5. Tako 5 evrov, mi smo dali za Stolpnico Delo za kvadratni meter 950 evrov. Tako da je ok. Iz tistega prostora smo nekaj dali hodnikom in tako naprej, ampak vseeno je ta cena bila Jurija 300. Ampak koliko časa ste pa za birokracijo porabili v smislu, da ste spremenili namembnost in tako dalje? Ker to tudi ne, mogoče bi nekdo slišal, kar si ti zdaj povedal, si mislil, da bom pa jaz poceni pisarne kupil, pa jih takole naredil, kot Mateja, ne? Ampak verjetno ni vse tako enostavno. Ne, ko pravi delam Cokrke ali pa Nvidia ali pa Apple. Ja. Absolutno, mi to delamo kot osnovno dejavnost. To je tisti naš profesionalni vidik, ki ga imamo, zato mi na nepremičnine gledamo čustveno v smislu, ta stena mi je zdaj všeč, ta epoksi mi pa ni. Ampak gledamo pač skozi nek računski vidik na to in ta postopek vse skupaj realno je trajal leto pa pol, 2 leti. Sama izvedba, ko smo te papirje dobili, pa 2 meseca. Se pravi, 1:10, bi rekel, najmanj. Se pravi, tisti, ki se bo odločil, ne dobro razmislil. Ja, ni enostaven. Je veliko živcev potrebnih za to, pa seveda to je spet zdaj ekonomija obsega. Za eno stanovanje se to ne splača delati, že 30 stanovanj oziroma 30 apartmajev malo. Koliko ste jih vi naredili? 30. Koliko ljudi se pa rab aktivno s tem ukvarjati, da to teče? Mislim, da je sezona tega oddajanja, je to več. Mislim, da so te kratkoročne gosti. Zdaj pa po mojem bi rekel, ne vem, pol človeka. Pol človeka? Ja. Ja, pa dobro, če so za 3 mesece noter, kaj češ to velika, ne, pač. Pol niste imeli recimo kakšnih tudi slabih izkušenj s kakšnimi temi, ki so prišli? Ne, zaenkrat ne, mislim. Ne, pa če to, mi smo itak izhajamo iz neke hotelske dejavnosti, mi smo se že pred hotelsko dejavnostjo ukvarjali, tako da nam ta kratkoročni gost ni nič tuj, poznamo to področje in tudi to ni noben problem. Ampak ni neki zelo ekstenzivno časovno to. Sem predvidevala, da boš rekel vsaj 5 ljudi. Ne. Mislim, dobro, verjetno pride čistilka, da nisem zdaj premalo rekel, verjetno pride čistilka posesati tisti hodnik, pa to, to nisem štel, ker to je neka upravniška dejavnost, ki se upravlja tudi v navadnem stanovanjskem bloku. Ja, ampak zelo malo. Super. Pa ste zelo dober poslovni model postavili. Zelo dober poslovni model postavili, je pa res, se pravim, da predpriprava in vse, da smo prišli do tega, je bilo pa zelo kompleksno, tako da, če se bo kdo tega lotil, ne dobro razmislil. Predvsem v tem birokratskem delu, izvedbeni pol, ni bil tak problem. Birokracija je v Sloveniji, kar morda malce se zatakne pri njej. Ja, in posledično, ker se zatakne pri birokraciji, je ponudba manjša in ker je ponudba manjša,
pri istem povpraševanju cene pač rastejo. Se ni tako, da je v Sloveniji zemlja zmanjkala. V Sloveniji je 70% površine Slovenije pokrite z gozdovi. Tako da je malo čuden, da se sekiramo, da cene nepremičnin tako rastejo. A misliš, da bomo dobili 20,000 stanovanjskih enot v naslednjih 10 letih? A to, kar je zdajšnja vlada napovedala? Ja. A misliš, da je sploh realistično, da bi to enot dobili? Kaj pa ti misliš? Ne. Jaz mislim, da ne. Jaz tudi mislim, da ne. Mislim, država je itak na splošno zelo slab upravljavca denarja. Gradbena dejavnost je ena bolj koruptivnih dejavnosti. Da bo država učinkovito gradila, se ne bo bomo verjetno videli. zgodilo. Tako da jaz mislim, da so dobre predvolilne obljube. Kakšna bo pa realizacija, bo pokazal čas, ampak jaz delim tvoje mnenje, da zelo verjetno ne bo. Kaj pa bi se moralo zgoditi na našem trgu, da bi se cene normalizirale, torej da bi recimo upadle za enih 20%? Kaj bi sploh moglo biti? Mislim, to se je zgodilo med zadnjo krizo, leta 2008 do 2013. Jaz sem 2013 kupil stanovanja, oziroma 2014 sem kupil stanovanja, takrat so bili kvadratni metri okoli 2000 evrov. In takrat je tudi vrednost padla, mislim, da je iz 3000 na 2000, se pravi za enih 20-30% je padel. Na splošno je bila slabša gospodarska slika, veliko stečajev, brezposelnost višja. In pa na splošno ni bilo tega zaupanja v gospodarstvo in v državo in to se je odrazilo tudi na cene nepremičnin. Zdaj, a se bo kaj takega zgodilo v Sloveniji v kratkem? Zelo verjetno ne. Tako da tega scenarija zdaj ne vidim. Ali pa je nepremičnina ultimativno najboljša naložbena možnost, ki jo Slovenci imamo, pa mislim, da temu ni tako. Ampak to seveda ni toliko evidentno na kratek rok. Zdaj ti investiraš v nepremičnino, pa dobiš 3% iz naslova najemnine, pa še 4% iz naslova rasti cene, recimo, pa si na 7%. Zdaj, recimo, delance ti pa naredijo 10%. Ta razlika 7:10 v enem letu niti ni takšna, ampak ker je to obrestni račun, pa na dolgi rok, so to na 20-letna obdobja pa enormne razlike. In to je tisti temeljni problem, ki ga vidimo. Da se mi zadovoljimo s premalo, pa da imamo to prekonzervativno ali pa preskoncentrirano v nepremičninah in dolgoročna premoženjska bilanca Slovencev ni dobra. Jaz mislim, da je mogoče tudi samo razumevanje financ mogoče malo slabše v Sloveniji. Jaz bi rekla, da veliko ljudi tudi mogoče ne razume obrestnega računa, kar si ti povedal, in mogoče so tudi zato nepremičnine tukaj popularne, ker so zelo lahko razumljive. Medtem ko za delnice se mora človek še vsaj nekoliko bolj izobraziti. Nepremičnine ni težko razumeti, pač kupimo jo, oddamo jo, preprodamo jo, obnovimo jo, zato ne rabiš nekaj razmišljati, bi tako rekla. Ja, ampak smo z enim kolegom danes imeli eno debato, gledala malo te slovenske delnice in rast slovenskih delnic od leta 2013 ali pa 2015, ki je bil neko dno slovenskih tako nepremičnin, cen nepremičnin kot borze. In recimo slovenske nepremičnine so šle kaj? 2 jurja na 5 jurjev, to je 2,2 kratnik, 2,3, 2,4 kratnik recimo. Pogledaš pa slovenske delnice, so pa to indeksi bolj krat 10. Zdaj, a si mogel kaj bistveno več narediti, da si imel delnico Luke Koper, kakor nepremičnino? Ne. Bolj ne. Samo to začetno razumevanje moraš dobiti nekako, ne? Mislim, dobro, začetno razumevanje, kako kupiti, ja, ampak zdaj, če znaš notarja najdeti, pa odvetnika, da ti se stavi kupoprodajno pogodbo, ali pa odpreti trgovalni račun, pa kupiti delnico, ne vem. Jaz mislim, da je to na splošno napačna percepcija Slovencev, to, ko so se čisto na začetku pogovarjali, da imamo zelo iracionalno, da za vsako ceno hočemo nekako obvladati to in potem zbirati dizajne in vse to, da se pa s tem ukvarjamo. Ja, čeprav jaz recimo tukaj ne moram preveč pametovati, ker sem tudi zelo tradicionalna, nepremičnine pa zlato. In za zlato sem 20 let zelo zadovoljna. Mislim, da vsaka je zlatom si bila lahko zelo zadovoljna. Ja. Kaj delati pa nimaš? Ne, sem imela, pol sem pa nazaj dala denar. Res? Ja. Zakaj pa? Nek moment, sploh ne vem, česa panike, skoraj da ne. Iracionalno, ja, iracionalno. Jaz sem tip osebe, mogoče zelo tipična Slovenka, pač moram imeti to kontrolo. In sem se počutila, da pri delnici pa nimam kontrolo, isto kot pri kripto. A prav to je bil razlog? Ja.
Ja. Prav ta Ne kontrola. Ja. Ampak jaz se točno zavedam pač in priznam, ne, in vem, da na eni točki bi bilo dobro, da začnem. Ampak se mi zdi tudi pri mojih letih, no jaz sem 27 stara, sicer nisem spet tako mlada, sem stara pa spet ne in imamo pač določeno vsoto imamo, neomejeno ne in pač mislim, da je tudi naša percepcija tisti, ki nimajo radi kripto, ne, da hočemo na varen način čim več si zgraditi nekako. Ne. Da hočemo tvegati, da nam če lahko, to samo malo dopolnim. To mislim, ful dobro, da se zavedaš tega, ne, to je sigurno prvi korak k boljšim finančnim odločitvam, ne. Ampak, a veš, to vse mi jemljemo preveč na lahko. Ne. Dom oziroma nakup nepremičnine je v bistvu največja finančna odločitev, ki jo Slovenc naredi v življenju. Ne. Dobro, se tisti avto, ki jih 3-krat ali pa 5-krat ali pa ne vem, kolikor to življenje menja je, ampak to je vse manjši znesek glede na nepremično, ko se pa odloči za nakup bajta v Ljubljani ali pa stanovanja v Ljubljani, pa to rang števila, ne vem, prej se rekla 250. Jaz bi bolj rekel... Za malo, zelo majhno stanovanje. Tako, za par pa enega kuška, za kakšno večjo stvar pa tudi $500,000, ne, in so to največje finančne odločitve v življenju, ne, in bi jih morali sprejemati veliko bolj racionalno, ne. A veš, in mi pa nekako pozabljamo to, ne, in seveda pa pol na nek način boš ti pričakovala, da ne vem, kako gledaš na to, ali bo država pol poskrbela za tvojo penzijo, kako pa to vidiš, a ne, sama. Mislim, zelo fino bi bilo, a ne, ampak jaz mislim, da jaz od penzije ne bom imela nič. Tako da nekako že zdaj za to planiram. In ne vidiš pa varčevanja v tem, da bi, ne vem, kupila delnico Telekoma? Mi je zelo racionalno, samo moram še, bom rekla, čustveno priti do tega dela. Ja, jaz ti svetujem čim prej, ne, ker... Obrestno-obrestni račun, se sva rekla. Ja, pač oportunitetni strošek tega je izjemno visok, ne. Ja. A veš, to sem jaz videl skozi te analize, ki sem jih delal, tudi ko sem stanovanje na koncu sem zajebal po domače, ne, 2023 sem prodal, ja. Cene so še nepremičnin so še vedno rasle, ne vem, kakšna je bila ta rast, zdaj 15-20%, ampak ker sem denar investiral v delnice, sem relativno naredil več, kot sem na teh kot bi na nepremičninah. In to na dolgi rok zelo vpliva. Kaj bi pa nekomu predlagal, ko ima recimo, ne vem, 5.000 ali pa 10.000 evrov na strani, pa bi rad dal v delnice? Kakšno strategijo bi mu ti priporočil? Indeksni skladi, vzajemni skladi, neka varianta, ki je cenovno ugodna in ki ne bo povzročala, mislim, zelo dolgočasno. Ne? Ker meni se zdi, da ljudje se dostakrat odločajo za te nepremičnine, ker to je nek tak izziv, malo tako razborljivo. A je? Ja. Seveda. Prej se rekla flipanje, pa to. Ja. Ok, sem mogoče glede tega malo bolj prekonzervativen, ampak nekaj, kar je zelo dolgočasno. Ne? In se pozabi na to. A bi ti sploh predlagal nekomu, da si kup svoj dom ali ne najema? Pa zdaj govoriva za Ljubljano. Zajebana odločitev, jaz bi rekel ne. Torej jaz sem si ga kupil, sem živel, pa sem ga prodal. Zdaj živim v najemu. Ne glede na to, da imam stanovanja še, v katerih bi lahko živel. Stanovanja pa vdajaš potem, predvidevam. Tako da, a veš, mogoče nisem najbolj pravi, ker sem jaz sem to naredil. Ne, sej, pač mene čisto tvoje mnenje. Jaz ne bi. Ne bi kupil. Jaz se ne bi niti omejeval, zakaj bi se omejeval zdaj samo na Ljubljano. Saj ti se, če si 20 let stara, mogoče zdaj v Ljubljani, ne vem, čez 5 let na Dunaju, čez 10 pa, kaj upaš? A res, no vidiš, pa zakapnila se stanovanje, ne? Čez 10 let pa v Londonu ali pa, ne vem, Madridu, ne? Ne vidim razloga za to geografsko navezanost, da moraš zdaj tam, kjer pa je kao tvoj dom, pa kupati. Je tukaj spet po mojem občutek kontrole, no, ker ti kot najemnik... Ampak zdaj si kaj, ti si v najemu? Ali? Ne, svoje stanovanje imam. Aha, svoje stanovanje. No, si ga kupila in... Dobila. Aha, dobila. Ja. Okay. No, in je ta film zdaj boljši, kot pa če bi bila... Bila sem en mesec v najemu, pa mi zelo ni bilo všeč, bom tako rekla. Zato, ker je bila spet ta občutek, vsak čas lahko ven letiš, kar je seveda pač pravica najemodajalca. Jaz osebno sem tudi zelo pazila, nisem se hotela preveč razkomotiti, ker spoštujem tujo lastnino in sem zelo pazila, da ne bom karkoli. Ampak to zdaj promen tako, ne verjamem, da ni pa vsak isti element, ampak načeloma je ta občutek varnosti verjetno še vseeno večji v lastniškem stanovanju. Ampak sej, mislim, meni je fajn, da malo debatiramo. Če lahko samo razvijal to misel, ok, si rekla nek varnost, ampak če pa čez 5 let želiš živeti na Dunaju, kaj pa pol? Prodam stanovanje v Ljubljani, pa imam za leverage tam.
Ok. Vmes mi raste, recimo kapitalski nek donos je zihar, oddajala ga ne bi za noben denar. A je to ne bi? Ne. Zaradi tega se sva rekla, zakonodaja slovenska, okej, ne, se strinjam. ker pač imamo še neke nepremičnine, no, oziroma sem pač tudi jaz že sodelovala pri oddajanju dolgoročnem in sem videla veliko zapletov in jaz svoje osebno stanovanje, ki ga pač uporabljam za bivanje, ne bi oddajala. Razen, če bi bila v njem kakšna oseba, ki jo poznam. Ampak spet, kot so lahko ugotovila, sem malo konzervativna. Ne, pa se pušča, da si konzervativna. Pa če tvoj pogled, se je prav pogled. Sam hočem reči, je zelo subjektiven. Veš, v financah ni, kako bi rekel, moraš biti objektiven. In moraš na donos gledati. Težko primerjaš, ne vem, Nvidio ali pa, ne vem kaj, Tesla, kot delnico, pa kot naložbo. Če je preveč subjektivno gledaš, dolgoročno pač ne sprejemaš najboljših odločitev. Če ločaš, neko sito narediš temu ja, temu ne, na tak način ne, se ful omejuješ. Načeloma je pa prednost nekega globalnega kapitalizma ta, da lahko daš kapital praktično kamor hočeš. Lahko ga daš Kitajcem, lahko ga daš kriptašem, lahko ga daš flipneš stanovanje v Bukarešti. Pač to je glavna prednost. Zdaj, da se ful nekaj omejitev kje postavljaš, po moje, so bolj optimalne variante. Se strinjam. Kaj pa v kripto misliš? Ne vem, kripto imam na Revolutu, pa nekaj na Binance, sem včeraj spet se spomnil, da imam nek račun tam. Mislim, da na Revolutu mi nekaj to periodično kupuje, nekih 15-20 teh kriptovalut, rezultati so bolj porazni, iskreno. Ja, letos ni bilo dobro leto za kripto. Minus 30 po moje sem, Odkar imam to, pa imam že kar 2 leti pridno investiram v to, tako da zgleda, nimam srečne roke s tem kriptom. A ti investiraš v kripto? Jaz sem dala v Trump coin, ki je bil. Ja, ampak to sem v bistvu bila bolna in cel dan lepo v posli preležala in jaz vidim, da je tale Trump coin in sem dala res zelo majhno številko noter, ampak meni je to eksplodiralo. Recimo, kakor da bi rekla, da sem iz 10 evrov, ne vem, 200 naredila. Saj ful majhen znesek, ampak sem tako v zadnji sekundi vzela ven in sem lepo zaslužila, vmes, ko sem sam ležala skoraj 200 evrov, pol je pa lepo crashnal dol. Moji prijatelji, ki so pač vsi čakali, da bo še bolj zrastel, so vse izgubili in to je bilo to. Imela sem pa še enkrat v kriptu, sem pa v Luno dala. Luno? Ja, ampak spet, jaz imam pa zelo dobro intuicijo, očitno ženska intuicija in to mi je v bistvu bivši partner rekel, naj dam noter. In to raste, pa si pa jaz pisam, bom pa jaz zdaj ven to dala, nekaj mi ne diši. In meni bivši partner reče, nisi lih pametna, to moraš sam pustiti noter in jaz tako ne, jaz bom pa ven vzela. Vzamem jaz ven in čez kakšne 2 tedna crash. Tako da imam dobro intuicijo glede tega, ampak se mi pa iskreno ne da s tem ukvarjati, ker s kriptovalutami se pa moraš veliko več kot delnicami. To je pa malo bolj aktivno delo. Mislim, a veš kako je, to sem hotel, da so prej to vprašanje tega flipanja odprla. Pač na splošno so te naložbe bolj na dolgi rok. Če gledaš preveč kratkoročno, se lahko hitro pečeš. Torej, iracionalne odločitve sprejmeš. Vse kdaj imaš srečo, pa tako, potegneš prav čas ven, oziroma kot se rekla, prosti intuicija, ne sreča. Ampak generalno je pa, se mi ne zavedamo, oziroma ful precenjujemo ta kratkoročni moment, ali te volatilnosti, ali tega slabega momenta, ali karkoli, pa ful podcenjujemo ta dolgoročni vidik investiranja. Veš, se ful se obremenjujemo, ali bi to kupili zdaj, ali to, ampak na koncu, če ti pogledaš dolgo časovno vrsto, je važno samo, da zdaj delnice kupuje. Zdaj, ali skupaj Krko, ali skupaj Telekom, ok, se je razlika v donosu, ampak na koncu ne taka, kot si mislimo. Najslabša varianta, ki se lahko naredi, je to, da nisi nič naredil. A je Krka bila najbolj donosna, se mi zdi? Krka, mislim, ali pa Luka Koper, ali pa, zdaj dajem primer slovenskih delnic, da ne bodo zdaj tvoji gledalci mislili, da sam propagiram slovenske delnice. Slovenske delnice dajem zato, ker jih Slovenci poznamo. Drugače imate, ne vem, na globalnih trgih ne imajo 55,000 različnih delnic, tako da se vsak lahko najde nekaj. Ali Louis Vuitton, ali ne vem kaj. Pač nekaj, kar morda imajo všeč, naredi neko analizo in to kupa. In ful preveč pozornosti temu kratkoročnemu elementu posvečamo zdaj, takoj, kaj bo jutri. Ja, ok. Ampak, veš, v 20. stoletju je bilo ne vem koliko vojn, pa nekako so ameriške delnice konstantno rasle. Med prvo, drugo svetovno vojno,
Najboljše, kar si lahko naredil, je, da skupaj, najslabše, kar si pa naredil, da nisi nič naredil. Zdaj, če gre nazaj na nepremičnine, midva sva govorila samo o stanovanjskih nepremičninah, pa mislim, da ljudje tudi zmotno mislijo, da je to edina kategorija, ki se jo splača investicijsko kupiti. A bi ti izpostavil kakšno kategorijo, ki je mogoče podcenjena, pa bi se splačal vanjo investirati, recimo za donose? Zdaj, če morda še eno paralelo vprosti, vlečem na ta kapitalski trg, pač, jaz sem nekje vmes, mi se kot osnovna dejavnost so nepremičnine, ampak mi vsem kotiramo na borzi in pač se ukvarjamo tudi s finančnim vidikom teh naših naložb ali pa s kapitalskimi trgi. Zdaj, vlagatelj se lahko odloči, da kupi stanovanje, tako kot si prej dobro opisala, 250 000 in potem, dobi 3% in cena nepremičnin raste in tako naprej. Ima pa tudi možnost, da kupi delnico podjetja, ki investira v stanovanja, recimo. Imaš ti, recimo, nemška podjetja, Vonovia je eno takih podjetij, ki ima v portfelju 700 000 ali 600 000 stanovanj. Primarno Nemčija, nekaj Skandinavija, nekaj Avstrija in tako naprej. Skratka, lahko denar zaupaš tudi tem podjetjem z nakupom delnice. In pri teh ostalih tipih nepremičnin je verjetno za povprečnega vlagatelja boljš, ker so zneski še večji kot pri stanovanjih, ker kupiti 100 kvadratov pisarn, ne vem, kakšen smisel jih ima. Z vidika je neka ekonomija obsega, se veliko bolj splača kupiti delnico podjetja, ki se ukvarja z tem dotičnim segmentom. In teh podjetij imaš pa veliko, od logistike, pisarn, nakupovalnih centrov, hotelov, recimo Equinox, kar Equinox dela, so primarno hoteli pa pisarne. So pa tudi drugi segmenti, kmetijska zemljišča in tako naprej. Skratka, je to veliko boljša varianta, kot pa da, zdaj gledaš oglase pa v kupu 200 kvadratov pisarn. Ne vidim. Če sem že pri stanovanju skeptičen, sem še veliko bolj. Kaj pa kakšne garaže pa tako? To pa se... Ja, to je bilo pač takrat. Jaz sem kupil ta stanovanja v Sitoli. Zgodba, zdaj ne vem, koliko je cena garaže zdaj, ampak takrat vem, da ko sem kupil stanovanje, so mi v enem stanovanju dali še kar 2 garaže gratis zraven. Potem sem pa rekel, bom pa še eno dokupil, je bila pa 5000 € ena garaža, oziroma en boks v Sitoli. A veš, to se zdaj spremenilo. Zdaj sem pa neko ponudbo gledal na Parmovi, mi je pa dal ponudbo za en parking, mislim, da 35 €. Zelo so dragi. Zato, da so ti kar še... Mislim, ne vem, za 35 €. Jaz mislim, da se najde kaj bolj pametnega. Ja, ampak nekdo, ki je pa... Kdaj si to vsi toliko kupil? 3 leta? Ne, 2014. 2014, no. Ajde, 10 let. Nekdo, ki bi pa takrat kupil kakšno garažo, bi pa lahko vsaj nekaj zdaj zaslužil s tem. Ja, sem se pravil, veš, so druge možnosti tudi, kako zaslužiti. Jaz sem pač generalno bolj skeptičen do tega, ker je s tem povezano veliko ukvarjanja. Kako se rekla? Ni pasivni prihodek. Ni, boh ne, samo to ne. In moramo biti iskreni sami do sebe. Ti si zelo iskrena, to je ful dobro. Tudi drugi morajo biti iskreni, ne more se vse poračunati. Če sem zdaj toliko in toliko časa zapravljal, sem se s tem najemnikom ukvarjal, pa če me je klical takrat, ker mu je cel počela, pa sem se mogel takrat ukvarjati, ker je razbil, pa me je sosed klical, bi si mogel vse to lepo beležiti in neko... In recimo prav, koliko bi si dal na uro, pa potegniti skupaj ure in bi bili ljudje zelo presenečeni? Najprej bi moral pa reči, ne da bom jaz delal, da nekoga ne jo pa plačal. Ja, koga stane. To je pošteno, ker drugače niti ne bomo pošteni, bomo rekli, 7 €. Ja, klinca, to bo nekoga za 7 €, da ti bo prišel za 5 minut, pogledaj, brate, odpade. Zdaj so že čistilke, koliko 15 na uro, skoraj. A veš, in to mora biti ta iskrenost in ko se to poračunaš, pa je to okej, ajde, če se ta ekonomika izide. Sam ljudje nismo običajno tako iskreni. Niso. Kaj pa tokenizacija nepremičnin? Poznaš, kaj misliš o tem? A mogoče najprej sam za gledalce razložim. Tokenizacija je razdelitev lastništva ali donosa nepremičnine na digitalne deleže na blockchainu, ki jih lahko ljudje pol kupijo, prodajo in tako dalje.
A bi ti še kaj dodal k tej kratki definiciji? Se ne ima to v Sloveniji kdo že naredil? Ja, eno podjetje je naredilo, ampak oni se v bistvu koncentrirajo bolj na Dubaj. No, če si iskreno, kle so ene par projektov naredili, ampak se ni še to verjel. Da bi se pravi, da so kupili nepremičnino jo na nek način. Ja, en projekt je bil. Razdelili na delčke in te delčke podali. Ja, sem zdaj, malo sem pozabila, ki mislim, da je bilo neki pri Tivoliju, neka zadeva, ampak nekaj časa že nazaj. Mislim, ta tokenizacija je tisto, kar sem ti prej razlagal, da z vidika imaš na nekem delniškem trgu imaš podjetja, ki se sistematično ukvarja z enim segmentom nepremičnin. In če recimo najdeš neko podjetje, ki se ukvarja s pisarnami, ali pa recimo, da bom na primeru Equinoxa to razložil. Recimo Equinox je družba, ki ima v lasti hotelske nepremičnine v Ljubljani. Hotel Lea, Union, U-hotel in tako naprej. In imamo neke pisarniške zgradbe. In 90% Equinoxa so nepremičnine. Nič drugega ni zaposlenih, nič drugega. Ni nobene tajnice, nobenega fikusa, samo nepremičnine. In ko ti kupaš, Equinox ima izdanih, mislim, da imamo okoli, čez palc, temu zdaj rekel, 70,000 kvadratnih metrov poslovnih nepremičnin v Ljubljani. In mi imamo izdanih cirka 2 milijona delnic. To pomeni, da je teh 70,000 kvadratnih metrov razporejenih na te 2 milijona delnic. Tako da je družba ne neposredno, ampak vsaj posredno tokenizirana v tem smislu, da tisti, ki kupi našo delnico, dobi izpostavljenost do vseh teh kvadratov. Ker ni naš drugega, je v bistvu implicitno lastnik hotelov in pisarn, ki jih imamo. Tako da to na tem segmentu kapitalskega trga obstaja, na kripto pa upam, da se to čim prej razvije, se ne zdi, da je slabo. Ampak se ti ne zdi nevarno, ker vi imate še vse delnice, pa blockchain tudi. Dobar, pač faktori varnosti morajo biti isti, ampak pa zakonodaja, po mojem, tudi to vse, ampak z vidika enostavnosti in tako pač se mi ne zdi tako slaba varianta. Ker tako bi lahko recimo nekdo, ki ima tudi 5,000 evrov, pač pa si želi investirati na nek način, nepremičnine lahko na tak način. Točno tako. Ker tudi tega ljudje ne poznajo, se mi zdi, da ljudje mislijo, jaz rabim 300,000 evrov, da lahko v nepremičnine investiram, ampak so pač tudi alternativne možnosti, je pa treba zelo raziskati pa paziti, kam daš. Absolutno. In zgodba teh nepremičninskih skladov, te prve oblike tokenizacije, če jo tako imenujem, je bila v Ameriki že 1964, so oni vzpostavili zakonodajo, ker so se zavedali točno tega. Se pravi, mi imamo volivce in državljane, ki imajo nek znesek, ki bi ga radi namenili v nepremičnine, ker če kupujejo fizične nepremičnine, rabijo 50,000 za eno stanovanje, imajo ga pa na voljo samo 3,000 evrov. In ker so hoteli nepremičninski naložbeni razred približati ljudem, so dovolili, da so se te firme ustanavljale. In potem so naredili firmo, ki se je ukvarjala naprimer z pisarnami in dali delnice, pol so lahko te delnice ljudje kupili. Tako da to je stara ideja. Ja, sam izvedba je malo... Izvedba je pa zdaj pač ta tokenizacija, tako da meni se zdi generalno, če neko paralelo z delniškimi naložbami potegnem, pa zelo dobra varianta. Zdaj, prej si sicer rekel, da nočeš dajati napovedi za leto 2026, ampak a bi neke misli, mogoče še vse en strno, kaj pričakuješ v letošnjem letu, kaj bi svetoval nekomu, ki se pač sprašuje, a bo letos postal nek investitor ali ne, mogoče pač neke tvoje modrosti. Mislim, jaz lahko dam glede teh napovedi sem zelo skeptičen. Ne dajem jih zelo rad. Predvsem lahko rečem to, ali pa poudarjam še enkrat to, da nasplošno pri naložbenju ali pa pri odločitvah, ki so povezane z investiranjem denarja, rabimo veliko razuma, rabimo veliko racija, moramo trezno razmisliti, bog ne daj se zanašati na neka čustva. Je treba kdaj bolj poglobljeno pogledati stvari. Niso bližnjice vedno prava varianta. Niso stvari kompleksne, bog ne daj, ampak moramo jih pač ustrezno preveriti in potem neko odločitev sprejeti. Jaz svetujem na dolgi rok, bog ne daj, to pol leta, leto, to je prej. Zdaj govoriva in za delnice in nepremičnine, karkoli že. Za vse, pač to mora biti kot neka higiena. Zjutraj se zbudiš, se stuširaš, se miješ zobe, se obriješ, karkoli že. In tako mora biti tudi z investiranjem denarja. In del, ki ti ostane, moraš dati na stran. Tako kot si rekla, ti se ne bo zanašala na to, da ti bo država karkoli plačala, se pravi, se zavedaš tega in boš poskrbela s svojimi odločitvami ali z Luna kovancem, ali s Trump kovancem, ali z nakupom stanovanja v
na Dunaju, na koncu, da boš poskrbela zase in tako bi moral vsak posameznik narediti. Edina pripomba tukaj je ta, da ne kratkoročno gledati, ampak gledaj na pač dolgi rok. Ja, res je, da na dolgi rok, da 100 let smo vsi mrtvi, ampak ful preveč precenjujemo ta kratkoročni moment in ful močno podcenjujemo dolgoročni moment, kaj lahko iz tega nastane. Tako da to je najbolj trezno glavo. Sam še to se nisva nič dotaknila, a bi izpostavil še kakšen trg nepremičninski, ki je trenutno zanimiv, pa da ne bova samo v Ljubljani, Sloveniji, karkoli, recimo, da bi bilo tebi zdaj trenutno zanimivo. Iskreno, da bi ga tako poznal, nazadnje sem gledal, ne znam ti dati nekega pametnega odgovora. Premalo poznam te stvari, da bi ti dal nek strukturiran ali pa poglobljen odgovor. Bolj, če bi bile kapitalske trge delnice, mogoče lažje, to pa res ne. Dobar, pa to je to. Imaš še kakšno zaključno misel za naše gledalce? Najlepša hvala za to povabilo, izredno dobra izkušnja. Tako da najlepša hvala in upam, da so kaj koristnega povedala. Jaz sem prepričana, da sva, tako da hvala tudi tebi, da si prišel. Hvala. Mi se pa gledamo v naslednji epizodi.